Takoj zjutraj so veliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej ves veliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: Si ti judovski kralj? Odgovoril mu je: Ti praviš. Veliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožuje. Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Ob prazniku pa jim je navadno izpustil enega jetnika, za katerega so prosili. S tistimi, ki so v uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je ponavadi storil. Pilat jim je odgovoril: Hočete, da vam izpustim judovskega kralja? Vedel je namreč, da so ga veliki duhovniki izdali iz zavisti. Veliki duhovniki pa so nahujskali množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat jim je znova odgovoril: Kaj torej hočete, da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj? In oni so spet zavpili: Križaj ga! Pilat jim je rekel: Kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj zavpili: Križaj ga! Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli so ga pozdravljati: Pozdravljen, judovski kralj. Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat in ga oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota, kar v prevodu pomeni kraj lobanje. Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. In križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali zanje, kaj naj bi kdo vzel. Bila je 3. ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: Judovski kralj. In z njim so križali 2 razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, smajevali z glavami in govorili: No, ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš. Stopi s križa in se tako reši. Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in so govorili: Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Mesija, Izraelov kralj, naj zdaj stopi s križa, da bomo videli in verovali. Tudi ona 2, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila.
Ko je prišla 6. ura, se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure. Ob 9. uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom. Eloi, Eloi, lema sabahtani. Kar v prevodu pomeni: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili. Glejte, Elija kliče. Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu ponujal piti z besedami. Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel: Resnično, ta človek je bil Božji sin. Bilo je tudi nekaj žena, ki so gledale oddaleč, med njimi Marija Magdalena, Marija mati Jakoba mlajšega in Jozeja ter Saloma, ki so hodile za njim, ko je bil v Galileji in mu stregle, in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem. Že se je zvečerilo. Ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto, je Jožef iz Arimateje, ugleden član velikega zbora, ki je tudi sam pričakoval Božje kraljestvo, pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Pilat se je začudil, da je že mrtev. Poklical je k sebi stotnika in ga vprašal, ali je že dolgo, odkar je umrl. Ko je to od stotnika izvedel, je truplo podaril Jožefu. In Jožef je kupil kos platna, Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je bil vsekan v skalo. Nato je zavalil kamen k vhodu v grob. Marija Magdalena in Marija Jozejeva mati pa sta opazovali, kam ga je položil.